Medvoški turistični vavčerji, finančna prihodnost občin, občina pod lupo nadzornikov, vračamo se na stare tirnice, kdo skrbi za zapuščene živali, kulturniki ponovno na delu, Lampičeva začenjata novo sezono. Lepo pozdravljeni. V prostorih športne dvorane Medvode je minulo sredo potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije. Enega izmed 3 združenj občin, po članstvu pa največjega, saj je vanj vključenih 178 občin, med njimi tudi Medvoška. Županje in župani so z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom razpravljali o prihodnosti, razvoju in financiranju občin. Minister je uvodoma povzel, da se je v obdobju razglašene epidemije izkazalo, da lokalna samouprava deluje dobro. Izplen dobrega sodelovanja med združenji in ministrstvom je dosežena višja povprečnina, ki je največji prihodek občine, namesto 589 po novem skoraj 624 evrov na prebivalca letno. Višja povprečnina pa je, tako županje in župani, le dobro izhodišče za naprej. In kaj so županje in župani sicer predstavili kot problematiko ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku in ekipi, ki jo je pripeljal s sabo. Med njimi je bil tudi naš občan Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo. Nanje so naslovili apel, naj bo paket zakonov za zmanjševanje stroškov občin čim prej sprejet in seveda tudi nova formula za izračun primerne porabe. Naj se občinski proračuni še dodatno razbremenijo. Država naj bo tista, ki bo plačevala socialne transfere, ki jih z odločbami sedaj občinam naložijo centri za socialno delo. Naj država prepreči kakršenkoli napad na občinske proračune na prihodkovni strani, predvsem na višino nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča kot primarnega prihodka občin. Naj javna uprava naredi kaj, da pot do gradbenih dovoljenj ne bo tako dolga, niti tako zapletena. Kup očitkov je bilo namreč slišati na delovanje nekaterih soglasodajalcev, predvsem Arsa. In še, apel naj država naredi vse za ohranitev podeželja, tudi s tem, da ohrani nekatere državne ustanove na podeželju, s tem tudi možnost zaposlitve, skratka apel po decentralizaciji države. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je zahvalil županjam in županom za ravnanje v obdobju razglašene epidemije COVID-19. Sem pa izjemno zadovoljen, da sem po teh 3 mesecih lahko župane, torej večino njih, srečal in spoznal v živo. Srečevali smo se tudi videokonferenčno, pa telefonsko in v maskah, ampak to je čisto neka druga dimenzija in drugačen način komunikacije, bistveno lažje. Da so bili župani v obdobju razglašene epidemije v prvih bojnih vrstah, smo slišali ob tej priložnosti, pa tudi za težave, ki so jih občine imele, da so zagotovile, včasih tudi preplačale, potrebno zaščitno opremo. Dejansko so upravili veliko delo, tudi sami so danes povedali, nabavljali zaščitno opremo, komunicirali z nami, pomagali svojim občankam in občanom, tako da zato sem jim danes še enkrat osebno izrazil hvaležnost. Veliko smo komunicirali v tem času in seveda razume se, da v času reševanja te krize, ki je nas tako na državni ravni kot lokalni ravni na nek način presenetilo, vse skupaj je bilo vprašanj kar veliko odprtih, veliko smo jih pa uspeli tudi skozi sodelovanje pri nastajanju COVID-1 do 3 zakonodaje zapreti. Glavni izplen koronavirusne situacije je zvišanje povprečnine. Namesto prejšnjih 589 evrov, po novem 624 evrov na prebivalca letno. Seveda smo zadovoljni, nismo pa še v celoti poplačeni, kajti zavedati se moramo, da formula za izračun povprečnine ni korektna in jo je potrebno spremeniti. To je tudi naša skupna naloga, tako da bodo vse občine, ko izvajajo naloge v imenu države, tudi za ta del poplačane. Dvig povprečnine pravzaprav najprej pomenjeno veliko priznanje vlade lokalnim skupnostim, zato smo si prizadevali leta in leta. Če me vprašate pa, kaj plastično to pomeni v Medvodah, to pomeni okrog 500 000 evrov višji prihodek iz naslova povprečnine. Nažalost v letošnjem letu tudi toliko več odhodkov, tako da nekako bo ta povprečnina porabljena za vse
neprilike, ki so se dogajale v teh 2-3 mesecih. Višja povprečnina, ki sicer še vedno pomeni 2% manj sredstev, kot je določeno, torej da se 54% naše dohodnine vrne nazaj v občino, je za županje in župane vendarle le dobro izhodišče za nadaljne delo. Namreč mi smo že v sestavi prejšnje vlade v delovni skupini pripravili paket zakonodaj za zmanjšanje stroškov občin v višini 30 milijonov. Ta paket je v parlamentu in pripravljen za sprejem in pozvali smo ministra, da tudi po svojih močeh prispeva k temu, da se ta paket tudi v parlamentu sprejme. Minister verjame, da bo zakon o finančni razbremenitvi občin, s katerim bi prihranili 30 milijonov evrov, sprejet do konca letošnjega leta. Gre za nabor zelo različnih, torej ne zgolj stvari s finančnim učinkom, ampak za nabor zelo različnih ukrepov, kjer torej prenašamo z občin neke aktivnosti in dejavnosti, ki so jih z organsko rastjo, aktivnostjo vedno večjih zahtev tudi poročanja prevzemali. Tako da iz zelo majhnih kamenčkov smo sestavili mozaik, ki torej znese teh 30 milijonov. Kateri ta strošek, ki se bi ga občina Medvode najraje znebila? No, za nas, če govorimo o velikem strošku, bi zagotovo bilo najbolje, da prevzame financiranje vrtcev. Občina Medvode bo v letošnjem letu dala več kot 2,5 milijona samo za financiranje vrtca, za plače, za vse stroške, ki so povezani z vrtcem. Moramo se zavedati, da starši plačajo manj kot tretjino stroška vrtca, vse ostalo je na bremenu občine. Ampak to je najbrž malo utopično pričakovati. Je pa nekaj tistih točk, kjer pa vztrajamo, da jih prevzame država, med njimi je gotovo so te socialni transferji, se pravi financiranje neprofitnih stanarin, potem imamo mrliške obdukcije, potem imamo pomočnike, družinske pomočnike, domsko oskrbo, skratka vse te zadeve, pri katerih občina v resnici nima nobene pristojnosti, ker ne vem, če to ljudje vejo, mi samo dobimo odločbo centrov za socialno delo in je to potrebno plačati. Nimam nobene možnosti, da bi kakorkoli to problematizirali, tudi če včasih menimo, da kje vseeno kakšno premoženje še je, pa ga potem svojci ponavadi ta prav čas odsvojijo. Za ilustracijo, občina je v lanskem letu prispevala več kot 180 tisoč evrov za socialno varstvo invalidov, za njihovo domsko oskrbo in družinske pomočnike, več kot 308 tisoč evrov za domsko oskrbo starejših in pomoč družini na domu in več kot 72 tisoč evrov za subvencije najemnin. Če kdo gospodarno ravna, potem ste to vi župani, je med drugim županjem in županom polaskal minister Koritnik in zaključil. Če stopimo skupaj z dialogom in upoštevamo različnosti, lahko naredimo tisto, kar bi se v določenih okoliščinah zdelo nemogoče. In obratno, tudi minister je bil deležen le pohval. Dal je obljubo, da bo v svojem mandatu obiskal prav vseh 212 občin v Sloveniji. Glede na to, da ste danes pri nas v Medvodah, se to šteje kot tisti uradni del ali pač ne? Jaz mislim, da ne in vsekakor verjamem, da bo tudi v Medvode prišel v svojstvu 1 na 1, če temu tako rečem. Tudi v prihodnje velja, da naj bi se predstavniki vseh 3 združenj in ministrstva redno sestajali vsaj enkrat na 3 mesece, tudi z namenom zmanjševanja birokratskih zaprek, ki se trenutno najbolj občutijo prav na področju umeščanja objektov v prostor. Prvi korak je pogovor, pregledati, kaj so konkretne težave, predvsem so danes bile izpostavljene z področja okolja in prostora, ki se že naslavljajo tudi s nekaterimi zadnjimi zakonskimi rešitvami. Tako da to bo prvi korak, to je medresorska zadeva, pri Ministrstvu za javno upravo, jaz kot minister sem se zavezal in bom vesel, da bomo lahko neke vrste medij do vseh resorjev in to je seveda tudi eno od zelo pomembnih vprašanj za občine. Mi se moramo zavedati, da posamezni občinski prostorski načrti rabijo približno 8 let, da se strani ministrstev, ki obravnavajo in dajo soglasja na občinske prostorske načrte, vrnejo potem v občine, da lahko umeščamo objekte v prostor. To je nesprejemljivo. Hkrati pa smo seveda tudi soočeni z veliko ali vedno več soglasodajalcev in pa različnih mnenj, vplivov na okolje, protipoplavnih študij in tako dalje. To nam pravzaprav zavira razvoj tako podjetij, gospodarstva v regiji,
in pa tudi razvoj kot same kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Jevšek je zadovoljen tudi, da se nadaljujejo procesi ustanavljanja pokrajin, ne glede na menjavo vlade, kar pomeni, tako Jevšek, da je projekt državotvoren. Do konca junija naj bi občine že dobile 2 paketa predlogov pokrajinske zakonodaje v obravnavo. V enem opredeljeno poslanstvo pokrajine, v drugem pa njeno financiranje. Cilj pa pokrajina, ki morajo imeti, pri tem pa vztrajamo, izvirni vir financiranja in da to morajo biti razvojne regije, ki bodo potem tudi posledično povzročile ali pa imeli za posledico enakomeren regionalni razvoj v državi, ki je sedaj na nek način porušen. Dokler bo v Sloveniji vsaka veja državne uprave imela svojo organizacijo, se pravi, dokler bojo upravne enote ostale v času leta 1994, ali kdaj so bile vzpostavljene, dokler bojo imeli gasilci svojo pokrajinsko organizacijo, policija svojo, centri za socialno delo svojo, občine svojo. Toliko časa dvomi v uspešnost regionalizacije. Zato, ker enostavno bo premalo substrata, ki bo formiral te pokrajine. Lepo sicer, da se o tem naprej pogovarjajo, Medvode pa vsej verjetnosti, pa tudi vseh zadnjih delovnih gradivih, ki sem jih uspel videti, ostajamo v osrednji Sloveniji, torej, kjer je pa, mislim, da po zadnji verziji Ljubljana izločena in smo ta pas obroč ob ljubljanskih občin tvorimo osrednjeslovensko pokrajino. Roko na srce, najbrž Medvode sem tudi bolj spadajo kot pa na Gorenjsko, če ravno nam je Gorenjska včasih bolj simpatična ali pa mogoče ima kakšno vrednoto več delimo z njimi, kot pa mogoče z kakšno obljubljansko občino. Ta teden je v javnosti veliko zanimanja požela novica, da si bomo davkoplačevalci iz državnega proračuna razdelili 350 milijonov evrov za izboljšanje razmer v slovenskem turizmu. Vlada je namreč sklenila, da bomo vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji dobili vavčerje oziroma turistične bone. Te bo možno izkoristiti od 9. junija do 31. decembra v nastanitvenih obratih, ki so imeli dovoljenje za obratovanje 13. marca 2020. Turizem predstavlja več kot 10% slovenskega bruto družbenega proizvoda, od njega je neposredno odvisnih 60 tisoč delovnih mest. In kako je s turizmom v Medvodah, koliko ljudi je od njega odvisnih v naši občini oziroma je zaradi epidemije ostalo brez dela, to nismo dobili ne podatkov, niti približne ocene. Ve pa se, da je na tem področju redno zaposlenih malo in da veliko dela opravljajo honorarni sodelavci, študenti in upokojenci. Z vprašanji, kako gre medvoškemu turizmu in ali se bo dalo izkoristiti turistične bone tudi v Medvodah, smo se obrnili na Jureta Galičiča, vodja turističnih programov v javnem zavodu Sotočje. Pred leti so turistični zanesenjaki zbrani v Odboru za turizem in gostinstvo, Turistični zvezi Medvode in društvih promovirali Medvode s sloganom Zelena vrata prestolnice oziroma Zelena vrata glavnega mesta. Po besedah Jureta Galičiča gre za simpatično in posrečeno geslo, ki pritegne in tudi koga nasmeji. Dejstvo je namreč, da so Medvode ena od številnih občin na obrobju Ljubljane. Zelena vrata prestolnice torej še vedno uporabljajo prostovoljci, medtem ko tako imenovane strokovne službe v turizmu nagovarjajo potencialne obiskovalce s sloganom Visit Medvode oziroma Obiščite Medvode. Spletno stran Visit Medvode, ki jo je vsebinsko in oblikovno zasnoval prav Jure Galičič, jasno predstavlja, kaj se da na območju občine Medvode videti in početi, kje spati, kje jesti, obvešča tudi o dogodkih. Galičič ima sicer tudi licenco za vodenje po občini, aktivno pa v zadnjem času turistična vodenja opravljajo le 3 vodiči. Če bi torej želeli Medvoščani dopustovati skladno s sloganom Ostani doma, ki so ga nam dodobro odcepili med nedavno epidemijo koronavirusa, kam bi torej šli v tej turistični sezoni? Vsi ponudniki pa še niso prejeli točnih navodil, kaj, kako in pa predvsem, če se bodo sploh odločili za to, da se bo dalo vavčer unovčiti pri njih. Kajti pred dnevi sem poslal ravno na Ministrstvo za gospodarstvo vprašanje, ali so vsi, ki ponujajo nočitev, primorani sprejemati tudi bone ali je to njihova odločitev.
in sem dobil odgovor, da je to njihova odločitev, kar pomeni, da niso vsi zavezani ali pa primorani. Torej bo treba verjetno še počakati, da bodo vsi tisti, ki se bodo za to odločili, dali svoje pakete na plano. Mislim, da po zdaj znanih podatkih je verjetno smiselno, da se vsi odločijo za to, ampak govori se tudi, da bo za določen bon treba kar nekaj, dajmo reči, tako imenovanega davka odšteti, zato da ga bodo lahko potem dobili povrnjenega. Vladni ukrepi rešujejo namestitvene kapacitete, izpuščene pa so restavracije, prevozniki, vinotoči. V Medvodah imamo denimo več kot 20 ponudnikov z nastanitvenimi kapacitetami, nekaj precej luksuznih, še več pa je restavracij oziroma gostilen, ki ponujajo samo hrano oziroma kosila in večerje. Ja, vlada vendar računa s tem, ko bodo ljudem dali možnost koriščenja vavčarja za nočitev z zajtrkom, da bodo ljudje oziroma obiskovalci oziroma turisti potem na tisti destinaciji še kaj pojedli, si še kaj ogledali in to je pravzaprav možno tudi v Medvodah. Veliko je ponudnikov, ki ponujajo nočitve in veliko je takih, s katerimi se da dogovoriti, da zraven ponudijo tudi zajtrk. Žal kakšnih strašnih muzejev in stvari, ki bi jih lahko tukaj doživeli, imamo pa veliko gostinskih obratov, veliko destinacij, na katerih se da zelo dobro večerjati ali pa pojesti kosilo. Tako da v Medvodah je veliko možnosti. Predvsem pa računamo na to, da bodo turisti izbrali morda tudi Medvode zato, da bodo raziskovali okolico, kajti glavni namen te akcije je, da ostanejo doma, prenočijo na določeni destinaciji in potem raziskujejo. V zadnjih letih so se zlasti v Ljubljani razbohotili tudi tako imenovani Airbnb-ji, se pravi oddajanje stanovanj in hiš preko spleta. Tudi Airbnb-jev je v Medvodah kar nekaj. Moram reči, da se stanje tistih, ki so registrirani, izboljšuje. Zagotovo je tudi kakšen takšen, ki takse odvaja, ki ni uradno prijavljen kot prenočitveni obrat, pa na Airbnb-ju še vedno ponuja. Pa jaz moram reči, da iz turističnega vidika sem jaz zelo hvaležen za vsakega novega ponudnika prenočitvenih kapacitet, seveda z registrirano dejavnostjo. Tako da moram reči, da vsako leto je nekaj takih, ki na novo ponujajo, bodi si v sklopu prejšnje storitve, bodi si čisto na novo, pridajo tudi k meni po informacije, jih seveda usmerim na ustrezne ustanove, tukaj je najprej AJPES in potem vse naprej. Določene stvari so birokratsko poenostavljene, tako da pravzaprav ni treba neko atomsko znanost, da vzpostaviš kapaciteto, je pa seveda vse treba potem uradno voditi. Zaenkrat moram pa priznati, da nimamo učinkovitih mehanizmov, da bi to lahko nadzirali in sankcionirali. Lani je bilo na območju občine Medvode 35.000 nočitev, predlani še več, 36.000. To je pomenilo 40.000 oziroma 42.000 evrov prihodka iz naslova turistične takse. Ta denar se ne porablja namensko, ampak se izteka v integralni proračun. Ko se gradi in ureja infrastruktura, je to seveda nujen predpogoj, da ti turistični objekti sploh lahko delujejo in zaživijo. Sicer pa največ prenočitev beležijo v kampu Smledniku v Dragočajni. Kamp tlele precej prednači, to se pravi, se mi zdi, da kar največ nočitev, imajo pa tudi drugi manjši ponudniki oziroma tisti, ki imajo nekaj sob, moram reči, da pravzaprav imajo kar lepo polne skozi celo leto. In se kar veliko nabere. Je pa res, da imamo tudi nekaj takih, ki pa turistične takse ne odvajajo, kar pomeni, da bi še kakšnega 1000, 2000, 3000 evrov se moglo več nabrati, če bi vsi plačevali tako, kot je treba. Zavod Sotočje je zasnovan tudi za informiranje in promoviranje. Zaradi bolezni COVID-19 pa bi se lahko postavljal v vlogo tržnika lokalne ponudbe, ki zdaj nagovarja predvsem domačega gosta. Mi lahko pomagamo ponudnikom do določene mere, ampak predvsem vidim problem v tem času, po korona krizi, v tem, da bo treba vseeno tuje turiste nekako zadržati v Medvodah. Mi smo velikokrat, oziroma več turističnih sezon je kazalo to, da smo precej odvisni od Ljubljane, kar je po eni strani v redu, po eni strani pa ni. Kajti, ko Ljubljana postane, bom rekel, prezasedena ali pa ko je tam že gneča, ljudje začnejo iskati prenočitvene kapacitete v okolici. Letos bo problem, ker predikcije so take, da bo tujih turistov, ki bodo prenočevali v Ljubljani zaradi te krize, manj.
In nas je nekoliko strah, da ko se bodo začele polniti kapacitete, prenočitvene kapacitete, da se bodo vseeno prej zapolnile v Ljubljani, tiste, ki se pač bodo, in šele kasneje v Medvodah. V Medvodah se spodbuja pohodništvo in kolesarjenje, zato je na mestu vprašanje, kaj nam manjka, da bi bili boljši. No, če gledamo, kakšna vizija ali pa dajmo reči strategija razvoja turizma v Medvodah, bi jaz zagotovo izpostavil dve stvari. Eno je, da pridemo do prenočitvenega objekta, ki lahko tudi ob neki normalni zasedenosti prenoči cel avtobus. Torej, objekt z vsaj 100 ležišči, kamor lahko kadarkoli pravzaprav prenočimo avtobus ali pa vsaj pol avtobusa, pa pol še v kakšni bližnji okolici. In pa druga stvar je, glede na to, da smo v Medvodah, lahko delamo veliko na vodah in imamo to bogatstvo pravzaprav prisotno, razvoj kopališča na reki Sori, kajti 3 leta nazaj smo začeli z razvojem ali pa z, bom rekel, revitalizacijo področja, kjer je nekdaj že bilo kopališče, smo dali testirati vodo, ali je kopalna ustrezna, in reka Sora je kopalna ustrezna. In tam pravzaprav v Goričanah razvijamo nek poskus naravnega kopališča z pridobljenimi sredstvi, upam, držim pesti na razpisu Lasa Zeleni karavaning, upamo, da bomo lahko prostor komunalno opremili z elektriko, vodo in kanalizacijo in potem bo lahko to tudi odskočna točka za Pohograjce. Konec junija bo znano, ali bo Medvodam na medlasovskem razpisu uspelo pridobiti denar za sofinansiranje ureditve območja in komunalne opreme ob reki Sori v Goričanah. Tam bi v prihodnje lahko parkirali 3 avtodomi, izposoditi bi si bilo možno kolo, posebna zanimivost pa bi bil plavajoči most. Kot je povedal naš sogovornik, realno upajo na sofinansiranje investicije z okoli 60 000 evri. Ta je v celoti sicer vredna nekaj čez 90 000 evrov. Če bo šlo po načrtih, pa bi v prihodnjem letu tam postavili še servisno-gostinski objekt. Sicer pa vsi že nestrpno čakamo na poletje in poletne temperature. In javni zavod Sotočje je Laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju že naročil analizo vzorca kopalne vode na naravnem kopališču v Goričanah. Tako bomo pravi čas izvedeli, ali je primerna za kopanje ali pač ne. V naslednjih oddajah pa bomo poskušali izvedeti tudi, kakšna je turistična ponudba pri posameznih ponudnikih v naši občini. V prejšnji informativni oddaji smo poročali o ugotovitvah nadzornega odbora občine Medvode, ki jih je ta zabeležil ob pregledu poslovanja javnega zavoda Sotočje v letu 2017 in 2018. Nadzorniki so zapisali 10 priporočil, tekom nadzora pa niso ugotavljali nepravilnosti, zaradi katerih bi končno poročilo posredovali v preverbo državnim organom nadzora ali pregona. Istočasno je nadzorni odbor javno objavil tudi končno poročilo o opravljenem nadzoru, organiziranosti in izvajanju notranjega revidiranja v občini Medvode. Nadzor je potekal le slab mesec. Po zagotovilih Matije Vojska, ki je zapisal končno poročilo, pa ni zato nič manj kvaliteten nadzor. Med drugim smo dobili tudi odgovor na to, kako dober pregled je imela občina nad poslovanjem nekaterih javnih zavodov. Končno poročilo o opravljenem nadzoru, organiziranosti in izvajanju notranjega revidiranja v občini Medvode je pripravil Matija Vojsk, ki je v drugi polovici lanskega leta v nadzornem odboru občine Medvode zamenjal Marka Jakliča. Ta je svoj mandat iz osebnih razlogov vrnil. Vojsk pravi, da je v nadzoru skušal svojega zornega kota ugotoviti predvsem, kako uspešno občina Medvode z zgolj 30 zaposlenimi uspeva spremljati izvajanje številnih nalog. Ker revidiranje ima svoj pomen, svojo vlogo in svojo funkcijo in tudi korist, smo želeli tudi ugotoviti, kaj je v dosedanjih letih, kaj so izvajalci, kolikor bi jih bilo več, revidiranja dosegli, kaj so ugotovili in kaj je občina s tem v zvezi uredila. To je bil vzgib, skratka notranji razmislek. In še cilj nadzornega odbora se ni ukvarjati zgolj s posledicami ravnanj, ampak opozoriti na morebitne sistemske pomanjkljivosti. Izhajali smo pa iz strokovnih zadev. Nadzorni odbor kot vrhovni skrbnik gospodarnosti ravnanja z javnimi sredstvi v občini, pač mislim, da je prav, da se ukvarja ne zgolj s posledicami ravnanj, temveč tudi z sistemom
ravnanja povezanega z izvajanjem poslanstva občine, med drugim tudi gospodarnosti. Tudi zaradi dobrega odziva nadzorovane osebe, torej vseh občinskih služb in župana, nadzorniki za tokratni nadzor niso potrebovali niti meseca dni. Sam na podlagi svojih izkušenj iz poslovnega sveta bi se predvsem osredotočil na tisto, kaj občina od nadzorov ima in od revidiranja v tem primeru ima. Z omejenimi sredstvi pač ne moreš pričakovati neomejenih rezultatov, to je dejstvo. Zato smo bili mnenja, da je najprej potrebno uskladiti tisto, kar občina smatra kot najbolj tvegano, s tem, kar potem nadzira. Občina Medvode je konec leta 2008 vzpostavila register tveganj in ga posodobila konec leta 2016. V začetku leta 2017 pa je sprejela dolgoročni načrt notranjega revidiranja občine Medvode in njenih ožjih delov v naslednjih 4 letih in v njem načrtovala preglede 7 področij. Kako poteka napredovanje javnih uslužbencev, kako poteka upravljanje z javnimi zavodi, kako se izvajata gospodarska javna služba, javna gasilska služba in javne službe pomoč družini na domu, kako poslujejo krajevne skupnosti in kako potekajo sistemi javnega naročanja. Nadzorniki ugotavljajo, da je občina kot zunanjega izvajalca notranje revizije za vse preglede na različnih področjih vedno izbrala istega izvajalca. To je Inštitut za javno finančno pravo, ker ima, tako je pojasnil župan Nejc Mole v odzivu, priporočilo Skupnosti občin Slovenije, reference drugih občin, ker revidira vsa področja in ima ustrezne certifikate. Nadzorniki pa vztrajajo, da mora biti izbor izvajalca notranje revizije opravljen tako, da ni dvoma v pravilno izbiro. Za vojska pa je bolj kot izbira pomembno priporočilo, naj občina pogosteje obnavlja register tveganj in sledi z ukrepanjem. Ti 2 področji se nista povsem skladali. In pa na drugi strani seveda tako, kot je doma. Sproti pregleduje, kako se zadeve dogajajo in potem tudi ukrepe malo temu prilagaja. To je bolj pomembno na sistemski ravni, kot pa način izbora. Tam smo sicer predlagali nekaj drugačen način, ampak še enkrat, ključno je, kaj od vsega skupaj imaš. Ker če še tako poceni kupiš, če ni haska od tistega, kar kupiš, še malo denarja, lahko preveč. In še, da bi bilo za uspešnejše upravljanje s tveganji primerneje za vsako področje imenovati odgovorno osebo. Bil sem zadovoljen nad odzivnostjo na občinskih službah. Nedvomno ja. Tudi pogovor z županom je bil aktiven, proaktiven. Njemu smo na primer priporočili, naj ne jemlje nase vse osebne odgovornosti, ki jo seveda kot župan ima, vendar naj z vsebinsko zadolženimi za posamezna področja delovanja občine, v tem primeru ne zavodov, tudi za nekaj več prenosa odgovornosti poskrbi. Nadzorniki so ugotavljali tudi, da se izvajalec notranje revizije ne bi smel vedno omejiti le na zakonitost finančnega poslovodenja, ampak razkrivati tudi, ali sta zagotovljeni načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Formalno pravne zadeve so seveda potrebne, vendar revidiranje naj bi se le posvetilo tudi vsebinskim vprašanjem. In ko smo pregledali ugotovitve iz nadzorov v predhodnem obdobju, so se zelo malo prekrivali ali tako rekoč nič s tistim, kar smo ugotavljali na posameznih nadzorih potem mi. Nadzorniki so namreč potegnili vzporednice z ugotovitvami ob lastnem nadzoru poslovanja javnega zavoda Sotočje in sporočili notranjega revizorja za leto 2017, ki je pod lupo vzel še knjižnico Medvode in zdravstveni dom Medvode. Drugače smo pa videli, da občina ni načeloma seznanjena niti ne z nekaterimi ravnanji svetov zavodov, ki imajo svoj del odgovornosti in ne bi jo kot taki tudi izvajali. Naprimer tudi ne z naročanjem revidiranja tistih, ki jih zavodi delajo. Še manj pa z rezultati začrtanih ukrepov strani zavodov. Zato nadzorniki občini Medvode priporočajo, da uredi svoj vpogled v ravnanje organov upravljanja javnih zavodov in njihovih svetov in jih opozori na njihov del odgovornosti. Tam tisti ljudje se morajo pa tako kot na nadzornem svetu na poslu tudi spoznati. Pa se?
Težko sodim, jaz tega ne bi želel soditi, je pa to seveda predpogoj za kvaliteten nadzor. Vodijo nas naj ne interesi, ampak skupne vrednote, bi rekel. In za konec še vprašanje, na katerega smo v zadnjem letu dni v našem uredništvu dobili različne odgovore. Enega strani občinskega vodstva in drugačnega strani vodstva Zdravstvenega doma Medvode. Jasno je namreč, da je občina Medvode kot ustanoviteljica v preteklosti že morala kriti izgubo te ustanove. Sedaj pa je dilema o tem, kdo odloča o presežkih prihodkov nad odhodki. Konec lanskega leta je bilo na računu Zdravstvenega doma Medvode namreč skoraj 500 milijona evrov sredstev, v tem trenutku pa najbrž že bistveno več. Odločitev o gradnji prizidka k domu in novi lekarni pa visita v zraku. Občina je brez denarja, Zdravstveni dom Medvode z denarjem. Spomnim se na citat, dolgost našega spomina je kratka. Ne? Nič. Mi smo se pogovarjali, kaj bomo uvrstili v plan za letošnje leto. Seja je sklicana za naslednji teden in verjamem, da bo ta zadeva tudi prišla na vrsto. V prihodnji oddaji pa tudi komentar občinske uprave na obe končni poročili nadzornega odbora, ki pa je svoje delo korektno opravil. Na seji sveta prihodnjo sredo se bodo s poročilom o delu nadzornega odbora v novem mandatu seznanili tudi člani občinskega sveta. Poročal jim bo predsednik odbora Mitja Starman. Med drugim pa se bodo svetniki na seji odločali tudi o tem, ali se del novo urejenega mestnega jedra v Medvodah poimenuje Park dr. Stanislave Sušnik. Poglejmo pa še nekaj preostalih po korona novic. Kljub koronavirusni situaciji bržkone niste preslišali marčevske novice, da imamo ponovno našega občana v državnem zboru. Potem, ko je Anže Logar prevzel funkcijo ministra za zunanje zadeve, je namreč mandat poslanca pripadel Pirničanu Leonu Marjascu, ki je že sicer na državnozborskih volitvah pred 2 letoma v našem volilnem okraju zbral več glasov kot poslanka Andreja Zabret iz liste Marjana Šarca, vendar zaradi volilnega sistema v parlament ni prišel. Zabretova pa. In po novem je enkrat mesečno po nedeljkih v poslanski pisarni v občinski stavbi na voljo občanom tudi Leon Marjasec. Potrebna pa je predhodna najava na elektronski naslov občine Medvode ali prek telefonske številke. Marjasec pa je dosegljiv tudi na svoj državnozborski elektronski naslov. Po krajši prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa je ponovno začel z delovanjem Babi servis, ki se odvija pod okriljem lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Babi servis je občasno varstvo otrok na njihovih domovih, ki ga opravljajo mlajše aktivne upokojenke. Varstvo je za starše brezplačno. Na spletni strani zavoda Medgeneracijsko središče Komenda lahko starši, ki potrebujejo varstvo, vsaj 2 dni pred želenim datumom izpolnijo prijavo. Koordinatorka pa bo z njimi stopila v kontakt v čim krajšem možnem času. Vabijo pa tudi mlajše upokojenke, če bi želele svoj prosti čas koristno porabiti za občasno čuvanje otrok. V centru starejših Medvode so s tem mesecem ponovno pričeli z aktivnim dnevnim varstvom starostnikov, ki poteka vsak delovnik od 7 do 16. Sporočajo tudi, da se je sprostilo nekaj mest, zato vabijo svojce starostnikov, da razmislijo tudi o tej možnosti. V sklopu aktivnega varstva sta zajeta zajtrk in kosilo ter vmesna kava. Med obroki pa potekajo razne aktivnosti in delavnice, prilagojene posamezniku. V centru starejših Medvode pa so pred tednom dni ponovno odprli vrata za vse zunanje in notranje udeležence aktivnega dni, ki poteka po ustaljenem programu ob torkih in četrtkih. Več informacij lahko dobite v obeh primerih na recepciji centra starejših Medvode. Dober mesec dni Voka Snaga ponovno izvaja tudi praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po letnem programu. To je storitev, ki nam brezplačno pripada enkrat na 3 leta in to ne takrat, ko to želimo ali potrebujemo, ampak takrat,
ko je naše naselje na njihovem programu. Letos so bila oziroma so na vrsti za praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav vsa naselja v krajevni skupnosti Smlednik, krajevni skupnosti Zbilje, Spodnja in Zgornja Senica in Vrje. Uporabniki sicer lahko zahtevajo spremembo termina opravljanja storitve, a samo enkrat in najkasneje 8 koledarskih dni pred načrtovanim datumom. Nov termin pa v Voki Snagi zagotovijo v roku 30 dni od predvidenega prevzema, kar torej pomeni, da uporabnik prevzema nikakor ne more naročiti takrat, ko želi oziroma ko sam oceni potrebo po praznjenju. Od leta 2014 dalje na podlagi državne uredbe izvajalci obvezne gospodarske javne službe, v našem medvoškem primeru je to združeno podjetje Voka Snaga, storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav zaračunavajo mesečno. Vsak mesec pa je na položnici upoštevan odvoz grezničnine le na vsake 3 leta. Na 3 leta pa zato nam pojasnjujejo na Voki Snaga, ker bi moral imeti vsak objekt dovolj veliko pretočno greznico. Že pred letom 2014 je Voka uporabnike vsake 3 leta obveščala o tem, da morajo prazniti greznico in male komunalne čistilne naprave. Uporabniki pa so to storitev naročali in strošek storitve poravnali v enkratnem znesku, kadar so to pač potrebovali. Je pa dejansko res, da so uporabniki lahko za to storitev angažirali kogarkoli, le da je bil cenejši. Večino te grezničnine pa je pristalo bodisi na travniku ali pa v bližnjih vodotokih, le redko kdaj na centralni čistilni napravi v Zalogu. Spremenjen sistem dejansko bistveno zvišuje standard ravnanja z vsebino greznic, po drugi strani pa je postala ta storitev bistveno dražja. Ja, kar precej energije smo v zadnjih letih porabili, da smo dokazovali, da bi morala Voka Snaga vsako praznjenje greznic opraviti brezplačno, saj to storitev plačujemo vnaprej in to glede na količino porabljene vode. Ja, torej naša logika je bila, več kot plačamo vsak mesec, več praznen nam pripada, pa vendarle ni tako, so nam pojasnjevali na Voki. Da so v ceni upoštevani dejansko vsi stroški obdelave oziroma čiščenja prevzetih vsebin iz greznice oziroma na komunalni čistilni napravi, ne pa tudi vsi stroški praznjenja in prevozov. Torej, če znotraj 3-letnega obdobja naročimo dodatne praznjenje greznic, nam zaračunajo le dodatni prevzem oziroma odvoz, ne pa tudi obdelave blata na čistilni napravi. Cena odvoza je torej 83 evrov. Novice med vodami so prvenstveno namenjene poročanju o lokalni problematiki in obveščanju in nič drugače ne bo tudi v naslednjem prispevku, čeprav smo se s kamero odpravili prek meje občine Medvode. Odšli smo v Horjul, kjer v tamkajšnjem zavetišču svoj prostor najdejo tudi živali, zapuščene živali iz občine Medvode. Preveč jih pride tja in želimo si, da bi se tudi tisti lastniki, ki sicer za svoje živali skrbijo lepo, zavedali, da se odgovornost do živih bitij ne konča samo s hranjenjem in sprehodi in da kljub vse večji ozaveščenosti ljudi vse preveč živali konča v zavetiščih, kjer čakajo, če se bo zanje še našel kakšen lepši dom za vedno. Pomlad je čas, ko se mačke ženijo, je star rek, ki še kako drži. A če se marsikomu ob temu utrne kakšna iskriva domislica, se za tem skrivajo tudi težke zgodbe. Zgodbe o velikem številu mačjih mladičkov, zgodbe o mucah, za katere nihče ne skrbi in bodisi umrejo, živijo v težkih razmerah ali po spletu razmer pristanejo v zavetišču. Na to problematiko v občini Medvode že dlje časa opozarja lokalno društvo za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks in Mila, ki sodeluje tudi z zavetiščem Horjul, ki je pristojno tudi za skrb za zapuščene živali v občini Medvode. Obdobje med majem in oktobrom je čas, ko imajo v Horjulu največ skrbi. Ljudje ne poskrbijo za sterilizacijo, kastracijo svojih živali. Posledica je seveda ta, da ima mačka tudi do 3 legla na leto. Hranijo jih načeloma, to so pač pol dobri pogoji za legla imeti in jih je seveda preveč. In potem, ko jih je enkrat preveč,
jih na ta ali drugačen način ljudje zapustijo. Nekatere zapuščene živali imajo srečo v nesreči in nato pristanejo v zavetišču. A kljub stalnemu osveščanju ljudi o pomenu kastracije in sterilizacije, ostaja situacija iz leta v leto nespremenjena. Njihova opozorila in prošnje naj ljudje vendarle poskrbijo za svoje živali, pa vse prevečkrat naletijo na gluha ušesa. Zdi se, kot da zaenkrat nič ne pomaga. Vseeno upamo, da s časoma bo ljudem jasno, da ne morejo imeti polna dvorišča muck, majhnih z zagnojenimi očmi in celih bolnih in jih pač ne briga, kako in zakaj je prišlo do takšne situacije. To je pač nedopustno tudi z zakonom, ki ga pa pač očitno ljudje ne upoštevajo. Prav bi bilo torej, da bi vsak lastnik, predvsem zunanjih živali, poskrbel, da jih čim prej sterilizira in kastrira, saj bo na ta način naredil najboljše zase, za okolico in za živali. Muca kljub temu, da je sterilizirana oziroma maček kastriran, seveda vsekakor še vedno lovi miši, oziroma opravlja vse tiste naloge, za katere ljudje menijo, da so koristne. Tudi sterilizacija ne bi smela biti več tak strošek, sploh občina Medvode zagotavlja akcije. Ves čas, že 5 let sterilizacij, kastracij sofinancirana in lastniških in je strošek res nizek. Če se ljudje za to odločijo, skratka, bistveno boljše, da se žival sterilizira ob poplavi vseh njih, kakor da se jo ne. S kastracijo oziroma sterilizacijo pa ne samo, da preprečimo, da pride do prevelikega števila živali, za katere ne zmoremo poskrbeti, temveč so še drugi pozitivni učinki. Samci ne označujejo teritorija, mačke ne pohajajo več toliko okoli in se zmanjša možnost prenosa nalezljivih bolezni, živali ne morejo dobiti tumorja na testisih ali na maternici, zmanjšajo se poškodbe ob gonitvah in v pretepih. V Horjuli imajo v tem obdobju okoli 20 psov in več kot 60 mačk, med njimi je ogromno mačjih mladičkov. Situacija se pač dnevno spreminja, tudi po 8 mačk na dan sprejmemo. Te dni to sta, 2 legli, pa jih je takoj pač toliko, kolikor jih je. Skratka, res jih je veliko. In posledično se soočajo z velikimi stroški. Skrb za žival namreč ni samo hrana in topel dom. Vse te živali načeloma s ceste res ne pridejo v dobrem stanju. Se pravi, treba poskrbeti za veterinarsko skrbo njihovo, pri nekaterih za dolgotrajnejšo, ker so pač res bolni. Poleg tega je potem, ko so v redu stanju, potrebno poskrbeti za sterilizacijo, kastracijo, mikročipiranje, potni list, vse to dobi žival, preden gre lahko iz zavetišča. Pa seveda mladiče je treba do 3. meseca starosti oskrbovati. Se pravi, ne moramo oddati premajhnih za vse te posege, ki jih moramo opraviti, tako da so vsaj 3 mesece z nami. Čeprav so ljudi, ki želijo posvojiti žival, ki pristane v zavetišču, vedno veseli, pa seveda skrbno pretehtajo, če je nekdo primeren lastnik. Živali iz zavetišča gredo lahko le na boljše, pravijo. A v času epidemije so se nanje obračali tudi ljudje, ki so si zaželeli žival zgolj zato, ker so imeli takrat več časa, kar pa zagotovo ni pravi razlog za posvojitev živega bitja. Naval je bil res ogromen, tako kot na WC papir. Presežem. Ljudje so res dnevno v velikih količinah klicali in želeli posvojiti žival. In večina je povedala, da so doma, da imajo zdaj čas, otroci so bili doma, seveda. Ampak po eni strani na srečo smo bili zaprti seveda tudi za posvojitve, ker je treba vedeti, da je posvojitev pač nek proces, ki traja 10-15 let, da je treba za žival ves ta čas skrbeti, ne samo v času, ko si recimo 2 meseca doma, potem pa se življenje normalno nadaljuje, pa ni več časa oziroma volje za njo. Tako da to je kar za razmisliti. Tudi tisti, ki imate sicer radi živali, časa za skrb zanje pa nimate, lahko pomagate zavetišču na različne načine. Že samo to, da ljudje ne zmečejo stran starih rjuh, brisač in takih stvari, ampak jih do nas dostavijo, recimo, je to nekaj, kar nam res prav pride pri vsakdanjem delu. SMS donacije so možne na našo telefonsko številko. Posvojitve na daljavo, se pravi, si ljudje zberejo pač eno konkretno žival, ki jo želijo podpreti,
z nekaj evri na mesec, recimo vsak mesec in tako. Skratka, možnost je kar precej. Predvsem pa, če bojo ljudje poskrbeli za svoje živali, bomo imeli bistveno manj dela in bomo rabili tudi bistveno manj denarja zbrati za naše delovanje. V zavetišču Horjul sodelujejo z več občinami, med njimi tudi z Medvoško. Jaz moram reči, da tazga župana se lahko sam z lučjo išče, kakor ga imate v Medvodah, res. Podpira delovanje vsekakor, tudi razume, zakaj je potrebno, kljub temu, da smo v bistvu strošek za občino tudi. Ne. Živali je precej manj, kakor bi jih bilo sicer, ker tudi lokalno društvo, se pravi društvo Reks in Mila, veliko dela na tem, da se pač ljudi osvešča, tudi pomagajo pri kakšnih odlovih in tako naprej. Pa, mislim, da gre za eno zgledno sodelovanje med zavetiščem občino in pač lokalnim društvom za zaščito živali. Tako da tega si želimo več. Zavetišču Horjul lahko namenite tudi del dohodnine ter seveda pomagate na vse načine, ki smo jih omenili. Če pa se boste po tehtnem premisleku odločili, da je čas, da svoje življenje delite še s kakšnim kosmatincem, pa seveda razmislite o posvojitvi. In seveda na srce polagamo tudi novim mačjim in pasjim lastnikom. Živali so lahko spolno zrele že pri 6 mesecih, zato pravočasno poskrbite za sterilizacijo in kastracijo. Kultura tudi v ožjem pomenu besede se počasi vrača v naše kraje. Na Medvoški tržnici bo to soboto promenadni koncert Medvoške godbe, naslednjo soboto pa lahko pridete po svoj kilogram poezije. V soboto se nadaljujejo tudi pravljični potepi Suzano, ki se odvijajo pod okriljem Medvoške knjižnice. Ta počasi ponovno na stežaj odpira svoje vrata. Začenja nove in zaključuje nekatere projekte. Letos malo drugače kot sicer, brez zaključnih prireditev. Medvoška knjižna transverzala je projekt, ki so ga v Medvoški knjižnici zasnovali v letu 2018 in je namenjen osnovnošolcem in njihovim družinam, oziroma poleg osnovnošolca mora v projektu sodelovati vsaj še eden od staršev ali drug odrasel družinski član. In ker je bil odziv dober, so ga v letošnjem šolskem letu ponovili. Čemu je namenjen? Namenjen je predvsem družinskemu branju, spodbujanju bralne kulture, spoznavanju znamenitosti občine Medvode, pa tudi sodelovanju med zavodi. V Medvoški knjižni transverzali poleg knjižnice Medvode sodelujejo vse 4 osnovne šole, javni zavod Sotočje in središče za naravno učenje Samorog iz Sore. Vsak sodelujoč šolar je prijel tale zbirni kartonček Medvoške knjižne transverzale. Zbiral je žige za opravljene naloge. Naloge so bile razdeljene v 3 sklope. Tako so sodelujoči obiskovali prireditve, hodili na izlete in brali knjige. Žigom na zbirnem kartončku za 2 obiskani prireditvi, za 2 raziskovalna izleta in 2 prebrani knjigi oziroma 1 za odraslega spremljevalca si je sodelujoči pridobil možnost, da je izžreban za lepo nagrado. Nagrada je vstopnica, družinska vstopnica za Tehniški muzej v Bistri pri Vrhniki, z vodenim ogledom po muzeju. Po tem ogledu pa si bo tista nagrajena družina lahko privoščila še kosilo v gostilni Ponvica, saj bo poleg priložen tudi bon za 60 €. In če ne bi bilo te koronavirusne situacije in ukrepov kljub končani epidemiji, bi se žrebanje nagrajenca izvedlo na zaključni prireditvi, na katero bi, tako kot smo vajeni, povabili kakšnega od znanih Slovencev. Tako pa smo bili prisotni le mi in kamera, ki je žrebanje posnela. Srečni žrebanec je Elija Mark Kužnar, z njim tudi njegova družina. Sodeloval pa je v okviru središča za naravno učenje Samorog. Tako da iskrene čestitke. Podobno torej s prireditvijo bi se uradno zaključila tudi bralna značka za odrasle. Beremo na Sotočju, letos že 7. po vrsti. Žal pa letošnje leto zaradi te situacije z novim koronavirusom prireditev zaključna odpade.
bodo pa vsi, ki so sodelovali, se pravi, da so prebrali 5 knjig, oddali kartonček, dobili knjižno nagrado. Tako da se vsem tudi zahvaljujem za sodelovanje. Brez zaključnega epiloga je letos ostala tudi tradicionalna bralna značka za vrtičkarje Medvodko bere. Z manjšo pozornostjo pa bodo v knjižnici poskrbeli tudi za obiskovalce igralnih uric za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Nekateri projekti so torej zaključeni, nekateri pa se nadaljujejo. Med drugim tudi projekti, ki jih pod okriljem knjižnice izvaja Suzana Beljak-Pungartnik, pravljični potepi za družine in beremo in ustvarjamo za upokojence. Skratka, knjižnica Medvode počasi odpira svoja vrata tudi za dogodke. V juniju bomo spet odprli razstavni prostor. V juliju, natančneje 9.7., bomo imeli neke vrste otvoritev naše na novo prenovljene terase, in sicer z literarnim večerom, na katerega smo povabili pesnika in pisatelja Ferija Lainščka. Tako da bo pestro. Drugače pa se ravno ta teden pričenja tudi promocija poletnega branja za otroke in mladino, to so poletavci in najpoletavci. Tako da vse otroke od 7. pa do 16. leta vabimo k sodelovanju. Prav tako bomo poleti knjižničarji pripravljali knjižne nahrbtnike in paketke, v katere bomo po našem izboru pripravili knjige za poletno branje. Tudi najboljši slovenski tekači na smučeh so v teh zgodnjih poletnih dneh že pričeli s pripravami na novo sezono. To velja kakopak tudi za brata in sestro Lampič, ki kot člana slovenske A-reprezentance že pridno nabirata zalogo moči in kondicije za zimsko obdobje. A letošnje skupinske organizirane priprave so Nordicem močno oklestile finančne težave zveze, tako da sta Ana Marija in Janez do nadaljnega prepuščena bolj ali manj lastni iznajdljivosti in ekipnemu duhu reprezentance, ki ga do nadaljnega poganja zgolj in samo predanost temu športu. Brat in sestra Lampič sta sicer obdobje karantene, ki je skrajšala zaključek lanske sezone, preživljala vsak po svoje. Po času za počitek je prišel kmalu tudi čas za aktivnosti. Kako si ga ti preživel, s čim si ga zapolnjeval? Pa s kakšnimi pikniki tukaj doma, ampak sem se bolj zadržal v okolici Valburge. Malo sem kolesaril, malo tekel okoli, tako da marsikaj smo počeli. Pa zame je bil dokaj normalen čas, po sezoni, tako da sem si vzela nekaj počitka, časa za razmislek, za naslednjo sezono, kako kaj. Tako da premislili smo dobro, ostajam naprej z Steotom, z italijanskim trenerjem. In gre za enkrat vse po planih. Za 24-letno Ana Marijo Lampič je najboljša sezona svetovnega pokala doslej, v kateri se je dokončno uveljavila kot prva zvezdnica tega športa v Sloveniji. Kronala jo je z 2 zmagama na šprintih v Lencerhajdeju in Val di Fiemeju, osvojila šprinterski skupni seštevek Tour de Skija in skupno 3. mesto v šprinterskem seštevku svetovnega pokala. Nekaj časa pa je celo nosila rdečo majico vodilne. Jaz mislim, da tale stopnica letos je bila kar en velik preskok iz tiste lanske in moram reči, da če bo taka, kakršna je bila letos, bo zame že ful velik dosežek, ampak tudi jaz hočem več in se trudim za to, imam načrt in se ga hočem držati in nadgraditi kar se še da nadgraditi, in jaz mislim, da rezerve imam še kar velike in komaj čakam, da gremo kam na priprave, da malo spremenimo tale domače okolje. Po koncu lanske sezone je postalo tudi jasno, da reprezentanca ostaja brez svoje najizkušenejše tekmovalke Katje Višnar. Smuči je postavila v kot tudi Alenka Čebašek. Ana Mariji tako v A-reprezentanci delata družbo zgolj še Eva Urevc in Vesna Fabjan, pa še to zgolj na papirju.
Anamarija namreč zadnja leta trenira po lastnem programu, ki ga še vedno piše italijanski trener Stefano Sarako. Za izvedbeno plat treningov pa odslej skrbi Anamarijin fant in nekdanji tekač Boštjan Klavžar. Ja, stoja mu prav desna roka, brača destra v italijansko, tako da jaz mislim, da glede na to, kakšne rezultate sem imela letos, da sem videla, kaj vse sem sposobna, se mi zdi, da je prav, da naredim še eno stopničko višji in pač dodam zraven sebe pa Stefanata še Boštjana. In ja, mi bo pač pomagal predvsem, sploh takrat, ko sem doma, ko Stefanata ni zraven, da me kontrolira, gleda, spodbuja, nadzira in ja, mislim, da je Boštjan tista prav, on me najbolj pozna, jaz tudi njemu pač najbolj zaupam in ja, mislim, da je to dobra kombinacija. S treningi v sklopu moške ekipe pod vodstvom Nejca Brodarja pa je pričel tudi Janez Lampič. V ekipi mu bosta letos družbo delala še Miha Šimenc in Luka Markun, na pripravah pa s fanti trenira tudi Eva Urevc. Moram reči, da letos kar uživam glede to, da je dosta lepo vreme in da se pač da iti na rolke, pa da narediš 3 ure brez problema, tako kot tudi kolo, tako da je lepo na te dni. Za 23-letnega Janeza se je lanska sezona začela odlično. Na prvih 2 šprintih sezone je osvojil točke, nato pa se je ustavilo. Pač zadovoljen sem bolj z začetkom sezone, tiste prve 2 tekme, potem pa nekako mi je šla forma zelo nadol in sem se zelo težko pač sfokusiral, da sem šel na trening, ker sem mislil pač, če bom več treniral, da bom tudi boljši. Ampak se že to ni izkazalo in sem potem malo spustil trening, da sem malo prišel k sebi. Ampak so mi nažal še pol tale koronavirus vzel še tiste par tekem na koncu, pa mislim, da bi tudi lahko kakšen dober rezultat potegnil. Prihajajoča sezona prinaša svetovno prvenstvo v Oberstdorfu, ki bo glavni tekmovalni cilj tako za Anamarijo kot Janeza. V svetovnem pokalu pa si logično želita poseči še stopnico više. Lanskrat sem tam bila druga, tako da jaz mislim, da mi proga odgovarja. Mislim, da je to sred konec februarja, začetek marca. Tako da ja, bomo videli, ampak jaz sigurno je to ena najbolj pomembnejših tekem naslednje sezone. Mislim, da bi bilo idealno, če bi, pač, da se bi skozi vrstil med top 30 v šprintu, pa da bi tudi pač izboljšal na distanci in pa počasno nadgrajeval. Je pa kar težko verjeti, da je vodstvo Smučarske zveze Slovenije po tako fantastični sezoni, kot jo je v lanskem letu prikazala Anamarija Lampič, v tem pomembnem delu priprav na novo sezono pustilo celotno A-reprezentanco, tako žensko kot moško, prepuščeno sami sebi. Razlog: finančne težave zveze, predvsem pa zbora za smučarske teke. Odgovor zveze je tak, da naj bi zaenkrat vse priprave do septembra bile odpovedane. To se lahko spremeni, ampak zaenkrat čakamo kakšno informacijo, kako pa kaj. Ampak ja, načeloma smo zdaj prepuščeni samem sebi. Kakor sam vložiš not, toliko pač dobiš ven, ampak jaz se s tem prav preveč ne obremenjujem. Probam pač se malo seliti, malo tukaj v Alborgo, malo v Logatec, malo na Dolenjsko, na vikend. Ja, tako da se bom malo prilagodila, ampak jaz mislim, da že tako pač s tekom na smučeh v Sloveniji, če se primerja s Skandinavci, moramo biti iznajdljivi, tako da mislim, da se bomo znajdli. Medvoški policisti tokrat poročajo, da so obravnavali eno prometno nesrečo, ki pa se je zgodila med kolesarjema. En udeleženec se je telesno poškodoval, povzročitelj pa je dobil plačilni nalog. Tokrat so bili zelo aktivni povzročitelji kaznivih dejanj. Na delovišču v Medvodah so ukradli manjši agregat, v Valburgi so se lotili vloma v poslovni prostor, a jim to menda ni uspelo. Tudi v Valburgi so vlomili v stanovanjsko hišo. Policisti so v Medvodah obravnavali tudi zalezovanje in pa še enkrat so odhitili v Valburgo, saj je tam nekdo nekoga telesno poškodoval. V Medvodah pa so obravnavali še eno goljufijo.
Med ostalimi dogodki so v Rakovniku obravnavali še eno kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru, za kar je bila kršitelju izdana odločba o prekršku. Tatovi so se očitno predramili in spet rovarijo po okolici, zato je toliko bolj pomembno, da ste pozorni in če opazite kaj sumljivega, to javite na telefonsko številko policije. Za prihodnji teden pa policisti napovedujejo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, a v sklopu akcije Alkohol in droge. Če želite še več informacij o delu policije, pa všečkajte Facebook stran Policijske uprave Ljubljana. To je za tokratno po koledarju junijsko, po vremenu pa aprilsko oddajo. Že večkrat pa smo to dilemo zaključili tako, kot jo bomo danes. Pomembna je količina sonca, ki jo nosimo v sebi. Na snidenje.